Pozdravljeni. Kakšne so bile v resnici posledice afere Horner pri ekipi Red Bull? Danes bomo videli, kako so nas, navdušence, nekateri dobesedno imeli za norca. Okrog afere Christiana Hornerja in Red Bulla je bilo v preteklih tednih povedanega, napisanega, posnetega ogromno. In verjamem, da mnogi izmed vas, vključno z menoj, bi lahko dejali celo preveč. A zanimivo je, da v tem trenutku je dobesedno vse potihnilo. Kot da se ne bi pravzaprav zgodilo nič. Na površje so prišle druge, bolj zanimive teme in seveda vse dvorjenje Christiana Hornerja je odšlo v pozabo kot nepomembno dejstvo, kar v resnici tudi je. A mi, navdušenci, se lahko začnemo spraševati, zakaj pravzaprav določeni viri so potencirali to zgodbo, ki konec koncev ni služila nam kot nek dodaten vir pri razumevanju Formule 1. Rad bi vas spomnil, da po mnenju nekaterih dobro obveščenih, ampak nikoli imenovanih virov, bi moral Christian Horner izgubiti svojo službo pred začetkom sezone 2024, pred prvo, drugo in ne nazadnje tretjo dirko koledarja. Zanima me, odkot nekaterim to vedenje, ki se je konec koncev izkazalo za lažno. Sam zmeraj trdim, da v Formuli 1 je potrebno izjemno malo, da izgubiš svojo službo. Naprimer to, da se sporečeš z lastnikom. In tu bi zopet lahko citirali Gunterja Steinerja ter Gina Haasa. A Christian Horner ima podporo večinskega lastnika Red Bulla. In to pomeni, da njega se bo izjemno težko zamenjalo, še posebej, če ni storil nobenega kaznivega dejanja. Namreč, po mojem vedenju, kljub obljubam, ni prišlo do tiste prijave pristojnim inštitucijam, tožilstvu oziroma policiji v dotični državi. In tu seveda nastaja tista zanimiva situacija, da so nekateri izjavljali določene zadeve, ki jih potem niso uresničili. Seveda, edina v navednicah žrtev tega dogajanja je prijaviteljica nespodobnega obnašanja samega Hornerja, kjer roko na srce ni bilo težava v tem, da je Horner dvoril, ampak verjetno, da ni izpolnil kakšne obljube, ki jo je dal. In vsa zgodba, vsaj v mojih očeh, je bolj podobna neke vrste maščevanju, kot pa iskanju neke resnice. A gre za občutek, ki sem ga dobil ob prebiranju raznih virov in še zdaleč ne trdim, da je to resnica. A konec koncev, če pogledamo, vsi ostajajo na svojih mestih. Horner, Adrian Newey, Max Verstappen, ki ga vsi vidijo naprimer že v Mercedesu, sam je izjavil, da v tem trenutku misli oddelati svojo pogodbo z Red Bullom do konca in ne smemo pozabiti na Helmuta Marka. Kar naenkrat, ko se je prah polegel, so zopet vsi najboljši prijatelji. Vsaj na ven. In tu je treba poudariti nekaj. Namreč meni osebno je bilo simpatično, ko sem gledal naprimer Josa Verstappna, kako je s svojimi izjavami hotel spodkopati Hornerja. S tem, da je pozabil, da je Christian Horner izjemno pretkan in izjemno zvit kot oseba. Namreč v sezoni 2021 je prav Horner tisti, ki je na limanico spravil Michaela Masija. In tu menim, da Jos Verstappen nima tiste intelektualne kapacitete, da bi samega Hornerja
nekako spravil v kot. In tudi Helmut Marko, kot nekdo, ki se je postavil v določen krog, je pokazal, da pravzaprav nima dovolj politične moči. Konec koncev, med tednom je Marko tisti, ki je lepo doma v Avstriji in se ne ukvarja vsakodnevnim dogajanjem v ekipi. In tu je treba poudariti še nekaj. Max Verstappen bi lahko pretrgal svojo pogodbo z Red Bullom. Slišali smo uradne izjave, da pravzaprav komur ni všeč delati za Red Bull, lahko prosto odide. Ampak to ne pomeni, da bi na primer z Maxom pretrgali pogodbo kar tako, zastonj. Verjetno bi jo moral odplačati ali on ali pa mogoče njegova bodoča ekipa. In tu smo zopet pri tistem denarju. Denarju, ki pravzaprav v športu pomeni več, kot bi si mi navdušenci želeli. In zopet je treba poudariti, da pravzaprav mi navdušenci smo bili nekako pod vplivom medijev, ki so ustvarili zgodbo, ki pa v resnici sploh ni bila takšna, kot so nam pravili v prvem trenutku. Namreč dopisovanje med uslužbenko Red Bulla in Christianom Hornerjem ni bilo niti za trenutek tako opolzko, kot so nekateri trdili. Tudi izmenjava fotografij ni bila nič kaj takega. Interna preiskava pri Red Bullu je pokazala, da je Christian Horner nedolžen. Namreč, da ni storil nič kaj takega, kar bi bilo sporno po njihovem družbenem kodeksu. In to pomeni, da pravzaprav edini, ki lahko tu karkoli reče Christianu Hornerju, je njegova žena, njegova življenjska sopotnica, ampak to se ne briga ne nas, ne ekipe Formule 1. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj Horner v bistvu hoče to zgodbo čim prej potišati. Verjetno, ker se mu ne ljubi ukvarjati s takimi zadevami in ker pravzaprav vsako govorenje odmika tisto pozornost od glavne zadeve. To je Formule 1. Bi si Adrian Newey želel delati pod Helmutom Markom? Po mojem osebnem mnenju ne. Marsikdo, tudi mi verjetno si ne bi želeli takšnega šefa. Bi si kdo želel imeti v ekipi osebo, kot je Jos Verstappen? Zopet po moje ne. Kajti Jos je pokazal, da marsikdaj je izjemno vročekrven, ampak ne preveč zvit, ne preveč sposoben. In tudi Max, kam pa bi odšel? K tovarniški ekipi Mercedes, ki je v tem trenutku bistveno slabša od Red Bulla? Sicer v redu, ampak menim, da nihče v Formuli 1 ne bi tako lahkega srca zapustil zmagovalno ekipo in odšel nekam na slabše. In to je seveda tisto, kar so mnogi avtorji pozabili, da Formula 1 je šport, kjer je glavno zmagovati in ne se ukvarjati z nekimi etičnimi standardi. V zgodbi kot takšni bo verjetno najkrajše potegnila tista uslužbenka, ki je prijavila samega Hornerja. Ampak ne zato, ker bi bila prijava kot taka sporna, ampak zato, ker v resnici njene obtožbe niso bile dokazane. Ne bom rekel, da so bile lažne. Ampak tu moramo razumeti, da določeni viri so iz vse te zgodbe, ki morda je zanimiva v tistem času, ko ni kaj drugega bolj pomembnega, in so naredili nekaj, kar pravzaprav je preseglo meje dobrega okusa. Upam, da v nadaljevanju ne bomo slišali več ponovitve tistega, kar smo bili deležni pred tedni. Ampak zanimivo je, da sedaj, ko je Horner še zmeraj na svojem mestu, kljub temu, da so ga že mnogi postavili pred vrata, kot običajno vsi tisti, ki so dobesedno ponavljali te apele k odstavitvi, so sedaj lepo tiho. Niti enega ni, da bi rekel, oprostite, zmotili smo se. In tudi to zgodbo sem že marsikdaj poudaril. Namreč mi
ki se ukvarjamo s Formulo 1, seveda se tudi marsikdaj zmotimo, kajti letisti, ki nič ne naredi, ne dobesedno ustreli mimo. Ampak konec koncev, ko zgrešimo, je treba našo napako priznati. Seveda, Christian Horner lahko jutri izgubi službo, tako odide Max Verstappen in tudi Adrian Newey. In v tistem trenutku bom priznal svojo zmoto. Ampak sedaj, v tem trenutku kaže, da so bili vsi tisti, ki so verjeli v razne teorije zarot, dobesedno na napačni strani. Ampak sedaj, ko so druge tematike bolj pomembne, so seveda zvito na vse tisto, kar so pisali v preteklosti, lepo pozabili. Ampak mislite, da je tako prav? No ja, sam prav zagotovo ne. A hvala za vašo pozornost in nasvidenje.